Spoštovani, ja, v teh dneh se ne igra samo svetovno nogometno prvenstvo v toplem, da ne rečem vročem Katarju, ampak tudi slovenska nogometna liga, prva liga Telemach v jasno povsem drugačnih razmerah. Jakšič je prišel naprej, potem pa Šaranič, nogometaš, ki je prav po svojem strani zagrebškega Dinama, takole je sprožil, dober poizkus je bil to in obramba Adnana Golubovića. Prostor Svetlin! Za las mimo desne vratnice Golubovića, ki tule mislim, da ne bi imel prav nobene možnosti. Vemo še enkrat, Križan s tole podajo, potem pa Jakšič z glavo, krasno do Svetlina, Svetlin iz prve. Tu je bil Golubović premagan, toda Koprčani so imeli ob 17:30 Radomlje Celje. No, prvi del sezone pa bo sklenjen v ponedeljek s tekmo med. Ni izgledalo pretirano nevarno, toda Lubeju je žoga za trenutek ušla. To se je dogajalo, ko je Križan še igral na mestu napadalca, ampak tule je zdaj velika priložnost za bravo. Svetlin in brani Golubović. Posredoval z glavo, tule zdaj predložek, vrata so prazna, Kotnik 1:0. Napaka Lubeja zdaj in Andrej Kotnik pelje Koper v vodstvo z 1:0 v 43 minuti. Po dolgem času, torej tudi Kotnik med strelci, ko slabše posredovanje Lubeja, ki je za nameček trčil tudi s svojim soigralcem Markom Španringom, poglejte, in Kotnik je potem žogo poslal v prazno mrežo. Brce Pavlović, Laci Barišić, Kolobarić, Šipovac, Dejli, Vešner, Tičić. Zaradi kartonov pa dodatno še Mitnivost. Dole pa je 11 metrovka, kot kaže. Izvajalec najstrožje kazni zdaj je za bravo, 51. minuta, Križan je dobil znak, da lahko sproži in Golubović je tole obranil. Tudi v oddaji pod prečko vse je bilo v redu, imel je levo nogo na golovi črti Golubović, to je jasno, takole je sprožil Križan, Golubović je torej njegov strel obranil. Osuđi. Tole je priložnost za Koper. Zgrešili so zdaj Koprčani, Anis, Jaša Ragić, krasen prodor. Bede Osuđi na voljo prosti strel za Koper iz ugodnega položaja. Osuđi odbija Lubej Fink. Edom Vonji strelja še ena obramba Finka in vod za Koper. Sjajno kariero Aleksandru Rajčeviću, seveda tudi z moje strani. Poslovil se kapetan, poslovil se zmago, poslovil se. Na koncu zaključek tega dela sezone, sicer s porazom, ampak mislim, da tudi danes niso bile stvari samo slabe za Bravo. Kar nekaj stvari je takšnih, vsaj ko smo vas gledali ob robu igrišča, s katerimi ste bili zadovoljni. Ja, danes je izgubila boljša ekipa, čisto jasno. Mi smo imeli 5-6 priložnosti, Koper 1. In to je stvar, ki se nam ponavlja, ampak glede na to, kakšne so bile razmere za igro, moram pohvaliti igralce, ker so se kljub temu spet, kljub naši mladosti, prilagodili igrišču in bili enostavni, borbeni, taktično disciplinirani. To, kar hočemo od Brava videti. Škoda, da se nam ne poklopi to, ker v letošnji sezoni smo podobne tekme že izgubljali z 1:0, čisto podobne, se pravi z neko našo dominacijo v priložnostih in s tem, da jih je nasprotnik imel malo. Tako da iščemo razloge, zakaj se nam to dogaja in prepričan sem, da pa osnovo imamo pa res dobro. In škoda je, ker zdaj bi morali mirno imeti 33 točk in biti v borbi za vrh.
Tako bomo pa nadaljevali na naši poti in si izborili obstanek letos. Dejali ste po tistem slabšem nizu, ko so se dogajale ravno te tekme, o katerih ste govorili, velikokrat ste izgubili z 1-0. To je zdaj naša realnost, bravo je v boju za obstanek. Kaj pa zdaj, vendarle je ta razlika do tako imenovane rdeče cone že kar malce večja? Ne, mi smo v boju za obstanek in to je naš prvi cilj. Do konca sezone afirmirali smo že ogromno enih mladih igralcev in jih še bomo do poletja, ampak vse bomo naredili, da če se pokaže priložnost, da bomo tudi točkovno se približali tistim mestom, ki vodijo v Evropo, plus druga stvar, pokal je še tukaj, tako da imamo veliko dela. Verjetno prve misli po tekmi nekako takšne, na takšnem terenu, v takšnih razmerah so samo 3 točke tiste, ki zares štejejo. Ja, res je. Danes smo mi prišli sem ne igrati, ampak zmagati tekmo in cilj smo uresničili, tako da zadovoljni gremo na premor. 2 zmagi v zaključku tega jesenskega dela sezone, znova drugo mesto na lestvici, verjetno kar nekaj pozitivnih zaključkov tega leta. Ja, na koncu smo še zmeraj v dobrej situaciji, kljub številčnim odhodom, ampak tako, kot sem rekel, se pravi, to nas ne sme zavesti, mogli se bomo še ukrepiti, še več delati in dokler bo teoretično možno, bomo sanjali o prvaku. Danes tekma, ki so jo odločili trenutki, poteze, ena izmed njih zagotovo Adnana Golubovića, 4. obranjena 11-metrka v tej sezoni. Kako vi kot trener nekako gledate na to? Zagotovo je to predvsem neka določena psihološka prednost za celotno ekipo. Ja, se pravi, naš golman je v tem segmentu vrhunski. Tudi preden je k nam prišel, je bil v Bosni in Hercegovini daleč najboljši v tem, ampak tudi zelo dober golman je, tako da sigurno, da ko imaš neko trdnost v ozadju, je vse lažje, ampak danes bi jaz rad pohvalil svojo celo ekipo, kajti res so odgarali in zdaj gremo na zaslužen odmor. Ja, v moji družbi po koncu tekme Matija Kavčič, zdi se tekma z vidika Brava takšna, da ste si zaslužili več, ko ste na koncu dobili, se strinjate? Ja, to nam žal ne pomaga prav dosti, spet smo ostali brez točk. Ja, sama igra je bila, mislim, igre itak ni bilo, ampak kar smo se dogovorili, smo izvajali. Žal nismo dali gola, imeli smo penal, ki ga tudi nismo izkoristili, ampak to se zgodi. Koper je pa eno svojo priložnost izkoristil in zato je dan zmagal. Čestitke za zmago, zelo pomembna verjetno, glede na to, v kakšnem obdobju sezone smo in pa tudi kakšno je bilo ne na zadnje igrišče. Ma sigurno, no, zelo pomembna zmaga po takih pogojih in na takem igrišču, kjer se pač ni igralo fuzbala, to je bila večinoma preskok igra, smo na koncu pač zadeli ta zadetek in gremo domov s 3 točkami in na zasluženo pauzo po naporni polsezoni. Kaj pa za vas? Pogodba se vam izteče z mesecom decembrom, kakšna je vaša prihodnost? Pa tako je, no, nekaj smo že govorili s klubom, jaz mislim, da je bila to moja zadnja tekma za Koper, kajti vse mi že poznano, da sem v letih težko shajam s temi mladeniči, tako da si bom zdaj verjetno poiskal kaj lažjega, ne vem, bom še razmislil, pač mi pride prav ta pauza, da pač razmislim, če bom še odigral kaj nogometa, če ne pa pač mislim, da je bilo to in mislim, da je vedno lepo končati zmago.